V Mariboru še zmeraj odmeva odločitev nove vlade, da ne bo odobrila dodatnih finančnih sredstev za zimsko univerzijado leta 2013. Razlog za slabo pripravljene projekte ni denarja. Župan Maribora Franc Kangler je bil že včeraj ogorčen. Napovedal je, da bo mestnemu svetu predlagal, da odstopijo od organizacije tekmovanja, napovedal pa je tudi več tožb. Ta projekt smo mi zracionalizirali na dobrih 30 milijonov evrov. 22 proračunskih, 8 milijonov bi naj bilo evropskih. In če v 3 letih ne moramo zagotoviti za mesto Maribor za Ruše in Zreče 22 milijonov dodatnih sredstev, potem vam moram sporočiti, da je država v veliki krizi in v veliki katastrofi, da smo še na slabšem, kot so pa Grki. V državnem zboru poteka težko pričakovana javna razprava o spornem mednarodnem trgovinskem sporazumu za boj proti ponarejanju. Sporazum akta so januarja v Tokiu podpisali predstavniki Evropske komisije in 22 od 27 članic Unije. Po podpisu pa ga morajo potrditi še Evropski parlament in nacionalni parlamenti držav članic. V evropskih državah je pristop k sporazumu sprožil val kritik in protestov civilne družbe ter napadov mednarodnega hekerskega aktivističnega gibanja Anonymous na spletne strani vlad, tudi v Sloveniji. Očitajo mu netransparentno sprejemanje, nesprejemljive posege v svobodo interneta ter zasebnost državljanov in dajanje prevelike moči imetnikom pravic intelektualne lastnine. Kot je po včerajšnji seji vlade povedal minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk, se sicer nova vlada nagiba k zamrznitvi njene ratifikacije. Tina Maze je na 3. treningu smuka pred sobotno tekmo za svetovni pokal alpskih smučark v Sočiju dosegla drugi čas treninga in zaostala 1,27 sekunde za najhitrejšo Američanko Lindsey Vonn. Vendar pa jo je v cilju poškodoval ruski snemalec. Mazejovo so z rešilcem in longeto na vratu odpeljali na preventivni pregled v bolnišnico. Mazejeva je dejala, da verjetno ne gre za kakšno resnejšo poškodbo. Zadnji dan pred že težko pričakovanimi počitnicami so številni vrtci in šole izkoristili za veselje in sprostitev ob prihajajočem pustu. V vrtcu Hoče so pripravili mali pustni karneval. Da je bil ta res nekaj posebnega, je poskrbela nagajiva Pika Nogavička, ki je obiskala otroke in jim pripravila številna presenečenja. Robot sem, veš? Zakaj pa si se odločil za to masko? Ja, ker moja mama je hotela, da jaz sem robot in sem se tako oblečil. Kako pa ti je danes všeč v vrtcu, je nekaj posebnega? Ja, zato ker je pustovanje. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do -9, najvišje dnevne do 8 stopinj Celzija. V nedeljo bo na severovzhodu države še delno jasno, drugod pa pretežno oblačno. Čez dan bo na jugu in zahodu rahlo deževalo, pihal bo jugozahodni veter. V noči na ponedeljek se bodo padavine okrepile in zajele vso državo. V ponedeljek zjutraj bo po nižinah v notranjosti Slovenije dež prešel v sneg. Padavine bodo čez dan slabele in do večera ponehale. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Nadzorni svet nove KBM odloča, kdo bo v prihodnosti vodil drugo največjo banko. Za slovenske šolarje se začenjajo zimske počitnice. Športnika Maribora leta 2011 sta tenisačica Polona Hercog in nogometaš Dalibor Volaš. Bodite z nami ob 18.